Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer, pozdravljeni v moji družbi, sem Vladimir Vodušek in gledate oddajo V-Faktor. Vsak evropski poslanec ali poslanka na mesec prejme 4342 evrov dodatka, ki je večinoma namenjen financiranju njegove ali njene pisarne v matični državi. Toda novinarji po več mesecih preiskovanja niso našli pisarn dobre tretjine poslancev. Tega, kje so, ne ve niti Evropski parlament. Z nami so seveda nocoj naši stalni komentatorji Ivan Simič iz Ljubljane in Aljuš Pertinač. Pa mogoče, Ivan, kako ti komentiraš dejstvo, da evropski poslanci, poleg tega, da dobijo 8484 evrov bruto plače, dobijo še 24 000 evrov za plačilo asistentov in na mesec še 4342 evrov dodatka za pisarno. Novinarji pa so našli le 494 pisarn evroposlancev. V evropisarnah letno ponikne približno 39 milijonov evrov, kar približno 40% evropskih poslancev nima te pisarne, čeprav dobiva denar za to. Torej, jaz sem na temi podatki zgrožen in tudi tisto, kar lahko ugotovim, da so naši poslanci reveži v primerjavi z poslanci Evropskega parlamenta, kajti evropski dobijo 4000, naši dobijo pa tistih 800 evrov oziroma 500 evrov. Tisto, kar me tudi preseneča, ne vem, zakaj poslanci, ki vsak od njih pripada neki poslanski skupini v svoji državi, sploh rabi denar za neko pisarno, se lahko koristi pisarno, neko politične stranke, iz katere prihaja. Če gremo še naprej, ko so novinarji iskali te pisarne, ko so iskali te poslance, tega niso našli, kar je spet, neverjetno in vprašanje, torej meni se poraja vprašanje, kakšen nadzor ima Evropski parlament nad svojimi poslanci in na sredstvi, ki jih razporeja. Jaz pa zmeraj pri teh zadevah delam primerjavo s tem, kaj se dogaja pri zavezancih, davčnih zavezancih, kaj se od njih zahteva. Pri njih se zahteva, da vsak račun ima vse sestavne dele, da je vsaka beseda na svojem mestu, da vsak ima svoj okvirček, ne sme ničesar manjkati, lovijo se na nekih majhnih podrobnostih. Istočasno pa tisti, ki določajo te zakone, bodisi so evropske direktive ali pa bodisi, da govorimo o slovenskih zakonih, pa živijo neko lagodno življenje. Res, da ne smemo delati krivico vsem poslancem, ampak to se ne sme dogajati in jaz bi naredil eno, dokaj enostavno rešitev, da bi se privarčevala sredstva, enostavno število evropskih poslancev prepoloviti in zadeva bo zaključena, sredstva bodo manjša in pa tudi ta sredstva, ki jih imajo, jim enostavno zmanjšati in ta denar nameniti, za kakšne ekološke namene, kakšne ekološke zadeve, za pomoč tistim, ki nimajo dovolj sredstev in tako naprej. In pa normalno tudi za znižanje davkov v vsaki od teh držav. Zdaj, seveda, časopis Delo, ki je objavil te podatke oziroma ki je sodeloval z skupino novinarjev, 40 novinarjev, ki so v svojih matičnih državah preverjali te podatke, kje so pisarne evropskih poslancev, ugotavlja tudi, da Evropski parlament torej za to porabo 4342 evrov za financiranje potreb evropske pisarne v matični državi ne zahteva potrdil, dokazil, računov, ničesar. To se pravi, ne instituciji, v kateri sedijo pravzaprav edino izvoljeni predstavniki državljanov Evropske unije, je povsem dovolj, da se zanese pravzaprav na čisto vest poslancev. Pravi namreč, argument, zakaj tega ne delajo, da bi bil tak nadzor te javne porabe predrag. Če pa mi zavezanci podpišemo pogodbo, če dva, zavezancev v Sloveniji podpišeta pogodbo, pa se nekomu ne dopade, zaključi, da je ta pogodba navidezna in da ne obstaja. Pomeni za mene, zato pravim, za mene so te zadeve šokantne in ne morem verjeti, da se to dejansko lahko dogaja in zato pričakujem, da se bo to enkrat razčistilo. Vsa pohvala tem novinarjem, ki to raziskujejo in iščejo naprej. Po drugi strani pa moramo tudi vedeti, da poslanci, tisto, kar si mogoče pozabil, dobijo tudi plačano prihode domov. To je dnevnice. Tudi dnevnice in potem stroške verjetno za letalo.
Me tudi zanima, a tudi se to kje poroča, ker v Sloveniji vemo, to je pri nas uvedeno, da o vseh potnih stroških, torej vse prejemki, ki jih dobi za potne stroške in tako naprej, se ravno tako mora konec meseca poročati davčni upravi. Torej, v Sloveniji vršimo nadzor nad davčnimi zavezanci tudi za tiste prihodke ali pa dohodke, ki so neobdavčeni. Tisti, ki so obdavčeni, če bi dobil 100 evrov, bi moral plačati davek. Če tega ne bi prijavil, bi te preganjali in bi plačal kazen. Naši poslanci, še bolj pa evropski poslanci, pa dobijajo neke količine denarja, za katerim treba voditi nobenih evidenc. Ti si bil kritičen že zaradi teh 500 evrov neobdavčenega denarja za Torej, jaz sem kritičen zmeraj in bom to svojo kritiko tudi izražal takrat, ko nimamo enaka merila. Pomeni tisti, ki moramo izvrševati zakone, ki jih sprejmejo nekdo drug, moramo poslovati po teh zakonih. Tisti, ki so pa te zakone sprejeli, pa za sebe priredijo pa zakonodajo na bolj lagodno življenje. Zdaj, Aljuš, zanimivo je, ne, da to je več ali manj javna tajna v Bruslu, to vedo, ne, tisti, ki se ali profesionalno ali pač poklicno ukvarjajo z evropskimi poslanci, ampak vsak poskus omejitve ali nadzora na to porabo nebrzdano zavrnejo z udobno večino. Javnost ne ve, torej, ker je bolj ko ne udobno oddaljena od evropskih centrov moči, ne, v bistvu, ne, in se s tem preveč obremenjuje. Ne. Je pa zanimivo, to so pravzaprav zelo visoki prihodki. Ne. Če 8.000 evrov plača, 24.000 evrov za asistente, 4.000, malo več kot 4.000 evrov za pisarne in še potem, kot Ivan pravi, še za dnevnice in za prevoze in predvsem, če recimo če sedeš enkrat v Bruslu, enkrat pa drugje, potem zopet dodatni stroški. To je po moji oceni tako grobo 50.000 evrov stane potem en poslanec bruto na mesec. Ja, Vlado, sigurno so to visoki prihodki, posebej za slovenske razmere. Moramo sicer upoštevati, da so tudi veliko bolj, pa bistveno bolj razvite države, članice Evropske unije kot Slovenija, ne? Ampak ne glede na to, so to pač visoki prihodki, posebej za neke politike ali pa, če hočeš, javne funkcionarje, ne? Veseli smo lahko na nek način, da kolikor vem, slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu med temi, ki ne bi imeli doma pač poslanskih pisarn, ni, ne? Tako da tukaj se lahko malo pohvalimo. Sicer pa jaz mislim, da je zdaj to ogorčenje, ki je v dobršni meri upravičeno, pa vendarle pretirano, zaradi tega, ker smo si mi sami krivi kot volivci teh poslancev, da je stanje tako, kakršno je. Namreč, če pogledamo evropske volitve, to še posebej velja za Slovenijo, pač volilna udeležba ni visoka. Vprašanje, če ljudje sploh vedo, kdo so tisti, ki so izvoljeni v Evropski parlament. 5 let, kakor traja en mandat, praktično od njih nič nočemo, niti jih nočemo v njih nič slišati. Praviloma kraljujejo na lestvicah popularnosti, kar nam zaradi metodologije pove, da pač v njih bolj malo vemo in da nič kaj tazga ne počnejo, kar bi rekel pozitivno ali pa negativno vplivali na naše življenje. In potem ni čudno, da ti ljudje seveda mislijo, da je ta mandat od Boga dan in da s tistim denarjem, ki ga dobijo, lahko počnejo karkoli pač želijo. Moramo tudi vedeti, da pač večje evropske države imajo bistveno večje število poslancev in že po Gaussovi krivulji se med njimi gotovo najde tudi kakšen tak, s kakršnim imamo recimo mi težave pa pri nas v domačem državnem zboru. Ne? Spomnimo se pač afer glede neplačevanja položnic, falsificiranja raznih dokumentov, lažnega predstavljanja in tako naprej. Ne? Tako da se mi zdi, da zgolj ta pravičniški bes ne bo pomagal, treba bi bilo delati na tem, da bi ljudje pač vzeli to svojo pasivno volilno pravico bolj aktivno v roke in pač skrbeli za to celoten politični cikl, da bi pač v Bruselj pošiljali čim bolj sposobne ljudi. Ampak jaz sem glede tega pesimist, jaz mislim, da se bo ta nevihta polegla, tako kot se vsaka druga, in da čez pol leta že ne bomo več vedeli, da so tu kakšne težave in bo že neke druge teme spet v ospredju. Je pa res, da veliko, to se pravi velik del evropskih poslancev, ki prijema to izključno za financiranje neke svoje javne službe, pretoči ta denar na svoj tekoči račun ali pa na račun strank, preiskava,
ki smo omenjali, ki je delalo 48 novinarjev v 28 državah članicah, namreč razkrila vsaj 41 evrov poslancev plačuje najemnino za pisarne svojim političnim strankam oziroma celo na svoje osebne račune. V kar 249 primerih so evroposlanci zatrdili, da nimajo pisarn ali pa jih novinarjem pravzaprav ni uspelo izslediti. Ne. Absolutno, Vlado, imaš popolnoma prav. Ne. To so, bi rekel, prave zakladnice denarja ali pa banke. Ne. Recimo, če pri nas vzamemo primer Slovenske ljudske stranke, ne, ki je vmes pač se ni vrstila v državni zbor, se pravi izven parlamentarna stranka, ima pa pač europoslanca gospoda Bogoviča. Ne. In pač gospod Bogovič je poleg županov te stranke, se pravi lokalnih izpostav stranke, gotovo eden največjih virov prihodkov za to stranko. In tudi v drugih strankah, ne, je pač, bi rekel, so sredstva, ki jih dobijo europoslanci, so zelo dobrodošle za proračune strank. Res je to, kar praviš, najemajo pisarne od svojih strank ali od svojih sorodnikov. V Sloveniji je recimo bilo tudi zelo popularno, da so zaposlovali svoje sorodnike. Ne, se spomnimo, gospod Brejc je snaho zaposlil ali hčerko, potem, ne vem, otroci gospoda Janše so bili tam zaposleni in tako naprej. Skratka, ni to, bi rekel, zdaj neko novo odkritje. Res pa je, še enkrat poudarjam, da je sistem, se mi zdi, nalašč tako nastavljen, da je ta odtujenost med ljudmi, se pravi volivci, nami in med inštitucijami v Bruslu, še posebej Evropskim parlamentom, čim večja, ker ne glede na vse pomanjkljivosti, ki so pač v nebo vpijoče in so vredne obsojanja in tudi bi jih bilo treba preprečiti, se mi še vseeno zdi, da je Evropski parlament že zaradi števila evropskih poslancev in drugih zakonitosti še vendarle tista evropska inštitucija, ki saj še neko mejhno povezavo... Demokratičnost oziroma neko videz demokratičnosti. Tako in neko mejhno povezavo z nami pač prebivalci EU ohranja. Ne? Medtem ko druge inštitucije, posebej Evropska komisija, se mi zdi, je že popolnoma v primežu pač velikih interesov držav članic in kapitalskih interesov in se niti ne trudi več ustvarjati tega videza, da je to neka demokratična inštitucija, ki pač želi delati v dobro ljudi. Ne? Tako da mogoče, ko recimo spremljamo ta razkritja, moramo imeti tudi to v mislih, da vendarle so pa novinarji našli pri skoraj 500 poslancih pisarne, ne? In da bi res morali začeti ločevati pač zrno od plev tudi znotraj inštitucij, ne pa kazati na vse po vrsti s prstom pa reči vsi se isti. Ker tisti, ki ne rabijo europoslanca, tisti, ki pač imajo kapital in drug dostop do centrov moči, da lahko pač vplivajo na sprejemanje odločitev, si seveda ob tovrstnih aferah manejo roke, ker vsaka slabitev demokratičnih inštitucij pomeni pač en korak več za tiste, ki delujejo iz ozadja, iz sence, da bojo lažje prišli do tega, kar si želijo, to pa praviloma ni v javnem interesu. Zdaj, Ivan, ti si že bil kritičen do tega, da Evropski parlament pač ne revidira ali kako drugače nadzira te porabe dodatka za splošno porabo, čeprav gre za relativno visoko cifro, to se pravi 39 milijonov evrov, zdaj na letni ravni, ne? To se pravi, oni pač računajo, da je to predrago, ampak če pa gledamo, da recimo, da evropske inštitucije zelo natančno preverjajo porabo recimo evropskega denarja po državah članicah, nekako to ne gre skupaj. Ne? V bistvu, če ti verjetno bolj poznaš te revizije o porabi evropskih sredstev recimo v teh projektih. Torej, te revizije, ki potekajo, torej bil sem pač, ne da sem sodeloval, ampak sem bil seznanjen z določenimi zadevami. Normalno, oni jih pregledajo, mislim, da so tukaj celo naši domači bolj strogi od evropskih, kar je spet mogoče normalno, ker je tudi povezano z določenimi subjektivnimi kategorijami. Tisto, kar mene bolj moti, me moti pasivnost vseh ljudi, ki to vedo, ki to poslušajo, nihče ne reagira. Mislim, da bi bilo v Sloveniji več zgražanja, če bi neka znana osebnost utajila 1000 evrov davka, kot pa če se ne ve za tretjino poslancev, ki imajo pisarne, kajti vsak pravi, to mene ne briga. V bistvu pa je tudi evropski proračun, naš proračun in bi morali tudi tako razmišljati.
In zato enostavno želim povedati, da ljudje so preveč pasivni, ne želijo tega kritizirati, ne želijo se izpostavljati. Če se kdo izpostavi, mu pravijo, zakaj se izpostavljaš in tako naprej. Pomeni, vse skupaj je pri nas pasivno in potem se tudi čudimo, zakaj vsako leto imamo take politike, ne vem, zakaj taka stranka zmaga na volitvah. Ja, zmagajo tisti, ki jih ljudje volijo in pravijo, volimo tistega, ki je najmanj škodljiv med vsemi škodljivimi. Ne. Zdaj, zanimivo so te cifre. Ne? V bistvu, zdaj, cifre so neverjetne. 8.000 evrov bruto, to pomeni približno 4.000 evrov plače, ker pač plačujejo davke pri nas, ja. v bistvu, ne? Plus 4.000 evrov za pisarno, pa potem še za dodatke, v bistvu za te asistente. Asistenti so pa posebej, mislim, vse, koliko sem jaz preverjal, oziroma koliko se je dalo razbrati, asistente pa so plačani direktno, to se pravi, ne grejo v roke, ta denar ne gre v roke poslancev, ampak so plačani direktno iz Ampak je iz kvote poslanca. Ja. Vlado Ivan, jaz se strinjam z vama, ampak dajmo to vseeno postaviti malo v perspektivo. Ne? To so res visoki zneski, ampak vseeno teh naših 7-9 poslancev se utopi v tej masi evroposlancev. Ne? Če pa pogledamo recimo komisarje iz Slovenije, ne? Imeli smo komisarja gospoda Potočnika, prvi mandat zaslužil 1 milijon evrov, ne? Drugi mandat zaslužil 1 milijon evrov, zdaj imamo komisarko gospo Bulc, ne? Kaj pa oni recimo za ta denar za državo naredijo? Ne? To je pa drugo vprašanje, mogoče tema za prihodnjič. Ne? Ja, dobro, zdaj sicer bi lahko še razpravljali o teh fascinantnih številkah, mislim, to se pravi, niso reveži evropski poslanci, poleg tega je, seveda tu gre, če bi šli v podrobnosti, za nenamensko porabo denarja, ampak o tem mogoče še kdaj drugič predlagam, da pogledamo oglase in se potem vrnemo k eni temi, ki je prav tako pomembna za Slovence in sicer glede dviganja denarja iz računov firm.